politično preganjenemu duhovniku in da sporočimo sodstvu, da želimo živeti v svobodni državi, kjer bo vsak od nas lahko povedal tisto, kaj si misli in kar mu leži na duši. Program današnjega dne je sledeč. Postavili se bomo v vrsto in šli skupaj za transparente. Če pogledate na mojo desno, boste lahko videli 4 punce, ki držijo en velik transparent, eno veliko cerado. One grejo prve in za njimi gremo vsi mi. Do sodišča, ki je tukaj v neposredni bližini. 3 minutke hoje imamo in bomo na sodišču. Na sodišču pa bomo imeli čudovit program, kot veste, nas bosta nagovorila poleg dr. Tadeja Strehovca, tudi nadškof Anton Stres in pa David Tasić. To je prvi od serije 6 shodov, na katerih bomo pospremili spoštovanega dr. Tadeja Strehovca na krivično sojenje, ki ga po mnenju, kot veste, Boštjana M. Zupančiča sploh ne bi smelo biti. V veliko veselje nam je lahko, da je sodišče ugodilo zahtevi dr. Tadeja Strehovca po večji sodni dvorani. Najprej je bilo predvideno, da bo sojenje potekalo v sodni dvorani, v katero gre okoli 10 ljudi, ampak 10 je skoraj tistih, ki sodelujejo v samem postopku. To ni nobena javnost sojenja. No, dr. Tadej Strehovec je zahteval večjo dvorano in mu je bilo ugodeno. Tako da ne bi bila sedaj dvorana velika za 30 ljudi in vas že kar sedaj prosim, da jo napolnimo. Takole, dragi prijatelji, najlepša hvala, da ste se v takem velikem številu zbrali na tem shodu v mojo podporo, v podporo vseh tistih, ki menimo, da je molitev za nerojene otroke naša pravica, ki se zavzemamo za spoštovanje človeškega življenja in ki se zavzemamo za svobodo izražanja. Kot je rekel že Aleš, kar nekaj sodnih obravnav bo. Pred vsako sodno obravnavo bo 1 uro prej takšen shod, lepo povabljeni, da se ga udeležite. Prihodnji shod bo že ta petek ob 10. uri in rad bi ob tej priložnosti dejal, da mi vaša prisotnost zelo veliko pomeni. Ko se človek znajde v takem položaju, v katerem sem jaz, oziroma naš Zavod za družino in kulturo življenja, je zelo pomembno, da človek ne ostane sam. Zato je res najlepša hvala za vašo prisotnost. Kot je bilo rečeno, zdaj se moram pripraviti na sam zagovor oziroma moram tukaj na samo sodišče. Jaz vam želim zelo lep današnji shod, lep današnji dan. Vidite, da je nekaj megle nad nami, verjamem, da se bo ta megla razkadila in da bo danes lep sončen dan. Naj sonce zasije tudi v vaših srcih in naj bo z vami Božji blagoslov. Najlepša hvala.